Dober večer, otroci. Poslušate lahkonočnice v oddaji Lahko noč, otroci. Nocoj sem z vami Jurij Savček. Na močvirnatem delu travnika, ki so mu rekli blato, je živela gruča žužkov. Njihovo življenje je bilo sicer lepo, a pogosto jih je pestila blatna moča. Zato se je rogač, to je malo večji hrošček, ki mu z glave rastejo klešče, ki lahko boleče ščipnejo. Ja. No, ta rogač se je nečesa domislil. Poglejte me, na suhem sem vipal blatu. Se je šopiril rogač, ki si je privlekel kupček kamenja in stal na njem. Odlično, so rekli drugi, in se takoj lotili dela, ter si privlekli ali pririnili vsak svoj kupček kamenja poce. Ne, to ne velja, to ni prav, tega sem se jaz domislil, se je repenčil rogač, a drugi žužki ga niso poslušali. Vsak si je želel svoj kamniti kupček, ki ga bo lahko varoval pred razmočeno zemljo. Rogač je pogledal krog sebe in zagledal cel kup majhnih kamnitih kupčkov, prav takih, kot ga je imel sam. Ampak nekateri so bili še boljši, višji, večji in lepši. Ja, krivica, jaz sem se prvi spomnil. Dodal bom kamenja in si zgradil boljši in najboljši stolp. Rogač je besnel, saj ga je prav žgala misel, da njegova brilantna ideja ni samo njegova. Tudi to je storil. To je storil s kleščami, ki je vlačil kamenje in si gradil večji kup. In drugi so ga posnemali. Ne, tega ne smete. Hočem najvišji kup. Stolp hočem. Se je hudoval in trmasto vlačil kamenje. V glavi mu je vrelo od jeze. Žužki so se spogledali, se namuznili in gradili naprej. Višje, večje, še večje. In nastalo je ducat visokih kamnitih špičakov. Nekateri so bili precej višji od njegovega, zato se ubože skr tresel od zavisti. Jaz sem se domislil. Jaz hočem biti edini. Krivica, moj stolp bo najvišji in največji. Pa je zagrmelo in začelo deževati. Žužki so urno stekli v zatočišče med listje in špranje. Rogač pa ne. Opazil je odlično priložnost. Neopazno se je splazil k sosednjemu stolpu in vzel kamen ter ga odnesel na svoj vrh. Kamenje po kamenje jim odnesem, in še preden bodo opazili, bo moj stolp najvišji.
Ni še nehalo deževati. Že je bil njegov stolp vrtoglavo visok. Stolpi drugih žužkov pa samo kupčki kamenja. No, zdaj je bil Rogač zelo zadovoljen. Čepel je na nebotičniku iz kamenja in se oziral naokrog. Vreme se je zjasnilo, žužki so prilezli iz svojih skrivališč. Rogačev stolp je bil tako visok, da se jim je kar zvrtelo v glavi, če so samo pogledali gor. Glejte, kaj imam, je ponosno rekel Rogač in si končno oddahnil. Žužki so se pogovarjali, smejali, se igrali, a Rogač jih ni slišal, ker je bil tako visoko. Niti ni vedel, ali jim je njegov nebotičnik všeč ali ne. Nekateri žužki so se vozili naokrog po čolnih, v čolnih iz listja, se zabavali, on pa je sameval. Malo je potelovadil, se malo sončil, zloščil svoje velike klešče, na glavi seveda, in zavzdihnil. To ni prav. Zakaj sem zdaj tako osamljen? Se je spraševal. Ni bil srečen. Že res, da je imel najvišji, najlepši, najboljši stop. Ampak bil je osamljen na tem stolpu in dolgočasil se je. Zavidal je veselje in družbo drugim. Začel je razmišljati. Ja. Ja. Če bi jim pustil vsaj malo višje stolpe, pa bi se lahko pogovarjali, je momljal. Čez čas je zavpil. Zakaj me nihče ne obišče? Pa ga je nihče slišal. Ni bil rad sam. Pa saj si tega ni želel. Želel je imeti nekaj, česar drugi nimajo. Želel je biti v nečem boljši kot drugi. Zdaj je imel najvišji stolp, a bil je sam. In to mu ni bilo všeč. Zlezel je dol in vabil žužke na obisk. No, pridite k meni, ja. Boste videli, kako je lepo zgoraj, ja. Previsoko je. Pot je prestrma, so mu odgovarjali. Ja. Bom pa nekaj kamenja odstranil, da bo lažje, je ponudil. In začel je odnašati kamenje nazaj, od koder ga je dobil. Ja, tako je vlačil kamenje zdaj sem, zdaj tja. Žužki so ga opazovali, potem pa še sami poprijeli za delo. Zraven so žvižgali, peli, da je bilo veselo. Rogač je bil zadovoljen in kmalu so bili vsi stolpi spet samo kupčki kamenja in žužki so imeli vsak svoj kupček, na katerem so ždeli in bili na suhem. Hodili so drugemu na obisk in klepet, hvalili Rogača, češ kako dobra ideja so kamniti kupčki. No, in Rogač je bil zadovoljen, zelo zadovoljen.
No, skoraj zadovoljen, saj si je vseeno malce želel, da bi bil njegov kupček najvišji in najboljši. Si nazadnje rekel, morda imam res najvišji kupček. Ja, ampak veliko prijateljev imam pa tudi. In to je več vredno kot vsi kupčki. Mm-hmm.